Pozdravljeni! Zopet je sreda in čas je že za naš običajni pregled novic, seveda z mojim komentarjem, kaj se vse zgodilo v prejšnjem tednu. Tudi tokrat, kot običajno, za vse članke, ki jih boste videli v tem prispevku, so bližnjice v opisu, kolikor koga zanima, kaj piše tam v originalu. A tokrat, kljub temu, da ponavljam ene in iste stvari, moram biti še posebej jasen. V zadnji novici bom dokaj kritičen in zato hočem izpostaviti, da gre za moje videnje, moje mnenje in seveda mojo interpretacijo dogodkov. A začnimo raje s prvo novico. Prva novica, kateri mislim, da je treba še posebej posvetiti pozornost, je izvedba velike nagrade Velike Britanije. V petek, tam 15. maja, smo lahko prebirali, kako so podpisali dogovor, da nameravajo izvesti 2 dirki v 2 zaporednih vikendih. Ampak to je šlo za dogovor med progo oziroma organizatorji lokalnimi in organizatorji prvenstva Liberty Media. Izkazali so namero, da bi imeli 2 dirki, seveda pod pogojem, da bo vlada dovolila določene izjeme na režimu karantene. In takoj po vikendu smo lahko v avtoritativnih virih, kot so na primer motosport.com, brali, da zadeve so bile lahko malce nepremišljene. On the hook je fraza, ki se uporablja, ko se nekaj naredi malce preveč na hitro, malce preveč brez razmisleka. In seveda treba je poudariti, da britanska vlada je izkazala voljo, da ne bo naredila izjeme za veliko nagrado Velike Britanije. In seveda sedaj ni ogrožena samo tista druga dirka, ampak obe. Čeprav so nekateri viri, tudi domači, poročali o tem, kako je že vse 100%. In verjamem, tudi mi v tistem pogovoru v živo v soboto smo imeli čast imeti nekoga, kateri je blizu izvedbe dirke, kateri bo eden izmed tistih, ki skrbijo za varnost na prireditvi. In potrdil nam je za veliko nagrado Avstrije, da je možnost, da bomo videli tudi tam 2 dirki. In seveda, to bo samo dobro za Formulo 1. A sam imam rad uradne novice, uradno potrjene, brez tega, da lahko v 3-4 dneh moraš stvar obrniti za 180 stopinj. In brez skrbi. Tisti, ki so še v petek trdili, da obe dirki zagotovo bojo, v tem tednu trdijo, da lahko ne bo nobene, a tega njihovega obrata se ne zavedajo. Treba je poudariti še nekaj. Kljub temu, da so mnogi odpisali veliko nagrado Singapurja, prihajajo glasovi, da se organizatorji v Singapurju še zmeraj menijo z Liberty Media, da bi imeli dirko seveda pod določenimi pogoji. A ni bila tudi ta, po mnenju nekaterih, že uradno preklicana? Toliko o strokovnosti nekaterih, a pojdimo raje na drugo novico, katera je tudi zanimiva, strani nas navdušencev Formule 1. In druga novica je tista, katera zadeva pnevmatike Pirelli. Prišli so do genialne ideje, da ekipe naj si ne bi izbirale več 10 kompletov izmed tistih 13, katerih dobijo na razpolago za vsak dirkaški vikend, temveč da bi Pirelli lahko določil to vnaprej in verjetno vsakemu dal enako kombinacijo. Seveda priročno za njih, kajti ne bojo imeli več težav. A hudiča, tako bomo imeli še bolj dolgočasne dirke, kajti ne bo variant, da si bo nekdo izbral drugačno strategijo. In kolikor je meni znano, Pirelli ima tovarno v Turčiji, katera pripravi vnaprej točno določeno število pnevmatik. Problem bi bil rešen, če bi oni jih naredili malce več na zalogo in tako tudi sami doprinesli k zanimivosti tega športa. Vkolikor bi imeli vsi enako število pnevmatik za dirkaški vikend, po mojem mnenju, bi vzeli še verjetno edino možnost, da se kaj spremeni, da nas kaj preseneti. A videli bomo, kaj bo iz tega.
Tretja novica, pri kateri se bom ustavil, zadeva ekipo McLaren. In sicer novico, katero verjetno niste zasledili v domačih medijih. In to je ta, da so pri McLarenu pripravljeni zastaviti tiste zgodovinske bolide, katere imajo na razpolago, da bojo tako dobili likvidnostna sredstva, s katerimi bodo prebrodili to krizo. In seveda, tu bi rad izpostavil na kako različnih nivojih nekateri komentirajo novice z Formule 1. Ko se je nekaj podobnega zgodilo pri Williamsu, smo slišali, in to večkrat dnevno, kako so tik pred tem, da bodo propadli, in kako slavna ekipa, kot je bila Williams, je praktično le nekaj ur pred stečajem. Govorilo se je tudi o Latifiju, kateri naj bi kupil Williams, čeprav je Latifi tudi udeležen z 10% v lastništvu McLarena. A bo kupil tudi McLaren, ni znano, kajti nihče ni o tem poročal. Hotel sem samo poudariti nekaj. Treba je biti objektiven v Formuli 1. Če nekdo naredi nekaj slabega, je treba povedati. Ampak če naredi nekdo drugi isto, je treba imeti enako merilo in ne zaviti v molk, kajti ne spodobi se tako govoriti o priljubljenih ekipah. Tudi McLaren ima finančne težave, kot jih imajo vse ekipe. Kaj se dogaja na primer s Haasom, nam niti ni dano vedeti, a pustimo sedaj to. Novice, katere so objavljene v takih virih, kot so motosport.com oziroma Autosport, po mojem mnenju, če nekdo poroča o novicah iz Formule 1, je treba povzeti. Drugače, bolje, da se spravi na kak drugi šport. V prejšnjem tedenskem pregledu novic sem večino časa namenil tisti temi, bom rekel, katera je bila izjemno popularna in zanimiva, namreč koncu sodelovanja med Sebastianom Vettelom in skuderijo Ferrari po letu 2020. In seveda o tem ste lahko brali vse povsod, kar je nekako logično. In potem v tem zadnjem tednu ste lahko tudi prebirali novico, kako je dal Toto Wolff izjavo, da voznika takega kalibra, kot je Sebastian Vettel, se mora vključiti v razne kombinacije za prihodnost. In to so bili povečinoma udarni naslovi. A Toto Wolff v tej izjavi je dostikrat poudaril, da to ne pomeni, da se sedaj govori samo in izključno s Sebastianom Vettelom, temveč da se ga vključi v razne variante, kjer je prisoten lahko tudi na primer George Russell, kateri je v tem mladinskem pogonu Mercedesa. Sam bi v tej kombinaciji lahko tudi dodal Estebana Ocona, zakaj pa ne. Razumeti moramo, kaj so povedali določeni akterji v Formuli 1 in kakšne zgodbe so razpredli različni mediji. Seveda, verjetno je interes vsaki ekipi imeti 4-kratnega svetovnega prvaka med seboj, ampak treba je uskladiti interese lastnikov ekipe, drugih voznikov, pokroviteljev in tako naprej. Po mojem osebnem videnju bodo pogovori še dolgi, če bo sploh do njih prišlo. In bom rekel, čisto brez veze je sedaj postavljati nekoga na nek sedež, kateri se še ne ve, ali bo spraznjen in ali bo konkurenčen. A treba je poudariti, da Toto Wolff je pameten menedžer in pušča odprta vrata, da bi lahko tudi Sebastian Vettel prišel v Mercedes. To ga ne izključuje iz kombinacij, ampak tudi ne potrjuje, čeprav se nekateri ne zavedajo tega. A pojdimo raje na tisto peto novico, tisto, ki mi je najbolj prizadela v tem tednu. Ko snemam ta prispevek, je 20. maj. In leto od tega, 20. maja, so bili tuji in domači viri polni novic o tragediji, ki se je zgodila v Formuli 1. Zapustil nas je Niki Lauda, velikan Formule 1, ko je bil še voznik in potem, ko je bil vključen v razne ekipe. Njegovi komentarji, njegova groba iskrenost, njegova pojava so bili neprecenljivi. In sam sem užaloščen, ko danes, v prvi obletnici njegove smrti, se praktično nihče ni spomnil za to.
In sprašujem se, ali je krivda v tem, da tisti v tujini, v raznih jezikih se tega niso spomnili in posledično tudi naši prevajalci so izpustili to lepo priložnost pokazati, da so boljši od ostalih. In seveda vsem navdušencem svetujem, naj pogledajo tudi uro, kdaj je bila katera novica objavljena. Kajti taka obletnica mora biti obelodanjena zgodaj zjutraj, ne popoldne, ne zvečer, ko te nekdo na nekem vlogu spomni na to. Niki Lauda je eden izmed največjih šampionov, kar smo jih imeli v Formuli 1. In da mnogi, kateri se imajo za strokovnjake Formule 1, to spustijo, mene osebno boli. Jaz sem navaden nihče, ne pomenim nič, a spomnil sem se tega velikana Formule 1. Kaj bodo porekli oni, ki imajo milijarde sledilcev, tisoče navdušencev, katerih visijo z njihovih ust in kateri so pozabili na to, čeprav si ta isti spomnijo vsake čudne obletnice, ko se je nekomu odvil vijak iz verjetno nosilca poslovnega kovčka. To prepustim vam samim, kajti vi ste tisti, ki odločate, komu slediste, komu verjamete in kaj je za vas pomembno. Meni je žalostno, da se je tako malo ljudi spomnilo Nikija. Za ta teden bo to vse. Hvala za vašo pozornost in potrpežljivost ter nasvidenje.